uporaba pravega imena. Pri Destiny se združujemo ljudje, ki 100% stojimo za iskrenostjo do samega sebe in do drugih. Smo povsem odprti in odkriti v izražanju, v obelodanjanju vseh svojih, tudi najbolj skritih misli. In zato je v naši skupini zahteva, da vsi člani uporabljajo svoje pravo ime, torej rojstno ime oziroma tako ime, kot ga imajo sedaj uradno priznanega v našem sistemu, kot se piše na njihovi osebni izkaznici. Nekateri uporabljajo nadimke, lažne profile na internetu, torej na Facebooku in drugje, iz različnih razlogov. Vem, da nekateri so skozi življenjsko izkušnje marsikaj izkusili in so se zato odločili uporabljati nadimke, z katerimi so prepoznavni in za katerimi izražajo svoje načela, pripadnost in trenutno dojemanje samega sebe. Vendar načela Facebooka so taka, da ko nekdo sprejme, ko nekdo ustvari Facebook profil, mora sprejeti pogoje, uporabniške pogoje. In Facebook zahteva, da za ustvarjanje svojega profila vsak uporabi svoje pravo ime. Torej, na naši Facebook skupini dovolimo pridružitev samo članov, ki v svojem profilu izkazujejo svojo resnično identiteto. In tudi na forumu Destiny in Destiny Slovenija se morajo osebe registrirati z uporabo svojega pravega imena in priimka. Na ta način vsak od nas gradi na integriteti, preprečuje se možnost zlorabe, kajti pokazalo se je, da ravno osebe, ki ne uporabljajo svojega pravega imena in priimka, temveč se skrivajo za raznimi drugimi nadimki, slej ko prej zlorabijo ali začnejo pljuvati po drugih, ker niso zainteresirani za tisto, kar je najboljše za vse, niso zmožni preseči nekih svojih prepričanj in se pridružiti skupini ter sodelovati enakovredno z vsemi predstavniki te skupine. Zato tisti, ki ne uporabljate svojih imenov in priimkov, prosim, premislite o teh razlogih in se pridružite naši skupini šele takrat, ko boste svoje profile uskladili z svojimi resničnimi podatki. Vsak strah, kakršenkoli odgovor je odveč in nesprejemljiv. Destiny gradi družbo, kjer bomo vsi drug do drugega povsem odkriti, ker si bomo lahko povsem zaupali in kjer se bo vsaka zloraba takoj razkrinkala in vsak, ki bo zlorabljal, se bo izločal. Vem, da ime in priimek trenutno v tem sistemu ne predstavlja povsem individualne identitete, ker veliko ljudi ima enako ime in priimek
vendar je to prvi korak na doseganju zagotavljanja, varovanja in ščitenja vsakega posameznika. V prihodnosti bo Destiny predlagal sistemsko družbeno ureditev, kjer bo vsak posameznik imel pri sebi element identitete, s katerim se bo izkazoval na vsakem koraku, v vsakem trenutku. Le sistem, ki bo onemogočal kakršnokoli skrivanje, je temelj za to, da bomo ustvarili medsebojno sožitje in varnost na tem svetu.